Iz današnje epizode dr. Matevž Kokol. Poznamo primere, ko se na neko delovno mesto prijavi več 100 ljudi in potem delodajalci zelo na hitro filtrirajo te prijave in pri tem jih dostikrat vodijo recimo temu pristranskosti, predsodki, stereotipi, a ne? In hitro temu podleže. In Metka Svetec Soš. Sam trg delovne sile bo prisilil delodajalce, da se bodo vedno več ukvarjali z raznolikostjo. Raznolikost prinaša pozitivne poslovne učinke, kot so produktivnost, zadovoljne delovne sredine in pa posledično ugodnejši finančni rezultat. Podcast zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošli in dobrodošli v novi epizodi podcasta zagovornika načela enakosti. Tema tokratne epizode je diskriminacija pri zaposlovanju in delu. Gre za področja, kjer je prijav domnevne diskriminacije osrednjemu državnemu organu za varstvo pred diskriminacijo največ. Poglobljeno o diskriminaciji. Zagovornik je leta 2023 objavil obsežen priročnik za zagotavljanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu. Skupaj s sodelavkami in sodelavci ga je pripravil dr. Matevž Kokol. Komu je ta 240-stranska publikacija namenjena? Dr. Matevž Kokol. Ja, s tem smo se kar dosti ukvarjali. To se pravi, komu bi vse lahko bil namenjen, kdo bi lahko imel vse koristi od njega in potem kako ga napisati na tak način, da bo uporaben. In v bistvu smo ugotovili, da bi lahko zanimal prav vse, ki jih zanima samo področje diskriminacije in pa tiste, ki se ukvarjajo specializirano s področjem zaposlovanja in dela. Še najbolj pa potem uporabno za tiste, ki delujejo na preseku teh področij. Tako da osnovni namen je bil v resnici na en tak strnjen, pa pregleden, enostaven, razumljiv način predstaviti ključne dileme, ki se pojavljajo pri delodajalcih, pa tudi pri delavcih, glede njihovih pravic z področja preprečevanja diskriminacije, zagotavljanja enakih možnosti. Zato smo potem tudi v bistvu ugotovili, da bo težko v enem priročniku zadovoljiti vse te potrebe in pa želje. Zato smo potem v bistvu pripravili več priročnikov, krajše in daljše verzije v slovenščini, v angleščini, da bi vsak našel tisto, kar ga zanima. V resnici je na začetku zelo enostavno, razumljivo, vse tako smo poskušali, predstavljeno področje diskriminacije in to bi lahko bilo v bistvu zanimivo za vsakogar. Drugi deli pa so specializirani in saj mi menimo, da so verjetno najbolj uporabni za tiste, ki zaposlujejo, ki delajo v kadrovskih službah, lastnike podjetij, večjih, manjših, uporabne seveda za delavce, ki jih zanimajo njihove pravice, oziroma bi se radi o tem še malo kaj podučili. Čeprav imajo delavci svoj priročnik tudi. Ja, se v bistvu govorijo o sklopu 3 priročnikov. V daljši verziji, ki je, zanimam je pred sabo, ampak mislim, da je tam približno 250 strani, zelo podrobno, so vsa področja razdelana in potem smo še pripravili 2 povzetka. Eden je namenjen isto bolj delodajalcem, en pa je prilagojen potem delavcem, zaposlenim, iskalcem zaposlitve, delojemalcem. Lahko bi bil tudi zanimiv za študente, z nekim namenom izobraževanja, tudi nevladne organizacije z tega področja, recimo sindikate, delodajalske organizacije, morda tudi pravnike, ali pa vse nas, ki se ukvarjamo s samim področjem varstva pred diskriminacijo. Ker vseeno eno temo malo bolj globoko obdela. Skratka, vsestransko uporaben izdelek.
Bi lahko bil, zdaj pa če pa je, pa bodo morali povedati tisti, ki ga uporabljajo. V predgovoru navajate, da je cilj prispevati k razumevanju diskriminacije in predstavitvi dobrih praks. Kaj pa je bil sprožilec nastanka tega priročnika? Je diskriminacije pri iskanju zaposlitve in pri delu toliko, da je bilo potrebno izdati priročnik? Vas je to vodilo? Ja, v resnici da. Sama zakonodaja z področja varstva pred diskriminacijo še posebej izpostavlja področje zaposlovanja, dela in pa tudi delovno pravo, zakon o delovnih razmerjih, vsebuje določbe, ki prepovedujejo diskriminacijo, tako na začetku. Tako da v bistvu je delovno pravo že dolgo prepoveduje diskriminacijo na tem področju. Zdaj pa raziskave, javnomnenjske, predvsem raziskave in naše, ki smo jih izvedli in tuje, recimo Eurobarometer in podobne, ugotavlja, da je to področje, kjer se najverjetneje dogaja največ diskriminacije. Ljudje menijo, trdijo, da se tukaj dogaja največ diskriminacije, največ tudi poročajo o lastnih izkušnjah diskriminacijo. Po drugi strani pa tudi naši primeri, to se pravi primeri, ki jih obravnavamo pri zagovorniku, so zelo pogosto z področja zaposlovanja in diskriminacije. Če bi pogledali naša redna letna poročila, ki so objavljena na spletni strani, tam nekje področje zaposlovanja in dela je recimo, da 30%, četrtini, tu nekje se gibamo, so primeri ravno z področja zaposlovanja in dela, kar je v bistvu skozi leta najbolj pogosto področje. Hkrati pa tudi vemo, da številni primeri diskriminacije na tem področju ostajajo neprijavljeni ali pa še slabše, da ljudje pravzaprav, ker se bojijo povračilnih ukrepov, ne prijavljajo diskriminacije na tem področju. Se nasplošno velja pa diskriminacija, tako, da je 90% primerov skritih v resnici. Ja, ampak s tem ne trdimo direktno samo, da delodajalci diskriminirajo zaposlene, diskriminacija se dogaja med zaposlenimi in pa velik del te diskriminacije je verjetno nenameren, verjetno ga tudi ne poznajo vseh svojih obveznosti, ne razumejo točno, kaj počnejo delodajalci in potem prihaja do te nehotene diskriminacije in ta priročnik je v bistvu ravno en poskus izboljšati to stanje, to se pravi osveščati tako delodajalce kot delojemalce o pravicah, o dolžnostih, da bi boljše razumeli to področje in potem se temu tudi prilagodili. V poglavju o zaposlovanju navajate konkretne priporočene prakse, kateri konkretni hitro izvedljivi ukrepi bi po vašem mnenju najprej zmanjšali tveganje diskriminacije v postopkih izbire, v postopkih zaposlovanja? Ja, zaposlovanje je verjetno eno tako področje, ker je največ diskriminacije, tako tudi menijo ljudje. Poznamo primere, ko se na neko delovno mesto prijavi več 100 ljudi in potem delodajalci zelo na hitro filtrirajo te prijave in pri tem jih dostikrat vodijo recimo temu pristranskosti, predsodki, stereotipi, in hitro temu podležejo. V priročnikih smo navedli enih par teh ukrepov, ki bi lahko zmanjšali to verjetnost, da pride do tega pri zaposlovanju. Tisti, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem, v manjših podjetjih so to vodje verjetno nekih oddelkov ali pa kar lastniki podjetja ali pa neki kadrovniki v večjih podjetjih, je zelo dobro, da za začetek recimo nimajo dostopa do osebnih podatkov iz prijav. To se pravi, da poskušajo vrednotiti prijave le na podlagi nekih referenc in da v bistvu čim manj nepotrebnih osebnih stvari vedo o teh kandidatih. Ime, priimek morda niti nista potrebna ali pa starost, recimo v določenem primeru, ker potem se že zgodi, da tisti, ki prvi dobijo vlogo že recimo na podlagi imena ali pa priimka, lahko sklepajo nacionalnosti nekoga, in že se zbudijo tisti predsodki posebej, ki lahko tudi zelo nezavedno vplivajo na njegovo odločitev. Problematične so dostikrat že same zahteve, ki jih postavljajo delodajalci za delovno mesto.
To se pravi, v oglas zapišejo zahteve, ki morda niti niso resnične. Ne? To se pravi, zahtevajo preveč in s tem ožijo možni nabor kandidatov. Ne vem, ali pa kar direktno zapišejo, zaposlimo žensko, pa morda delovno mesto res ne terja ženske oziroma sploh ni pogojeno s spolom ali kakorkoli povezano s spolom. Sami opisi delovnega mesta bi morali biti čim bolj objektivni, ne sugestivni. Včasih pišejo, ne vem, zaposlimo zrelo osebo ali pa mlado, aktivno, nekaj v tem smislu. In s tem že v bistvu, čeprav ne zapišejo direktno, ampak s tem že nekako sporočajo, koga bi želeli na tem delovnem mestu, kdo ima prednost, nekdo, ki je aktivno, verjetno je mlad, nekdo, ki je zrel, ne vem, ima takšne pa takšne izkušnje, umirjen kolektiv ali pa ne vem, te stvari. Že lahko vpliva na to, kdo se sploh prijavi. Ena taka stvar je, recimo, prej smo govorili o osebnih podatkih, tudi fotografije ponavadi se prilagajo tem CV-jem. Fotografija osebe že lahko marsikaj pove o osebnih značilnostih, osebnih okoliščinah osebe, ali pa že lahko sklepamo o nekih osebnih okoliščinah, pa morda to sklepanje niti ni pravilno. Ta postopek mora biti tak, da je čim bolj izčiščen vsega, razen seveda zahtev in kompetenc, ki jih potrebujemo za to delovno mesto. Ja, tako, same zahteve za delovno mesto, opis delovnega mesta, oglas, že to je lahko problematično, in pa potem sam proces. Zaželeno je, recimo, da so komisije, ki odločajo o zaposlovanju, same raznolike, tako kot ljudje, ki se prijavljajo, ali pa zaposleni v podjetju, da se ta pristranskost razprši v najslabšem primeru, in pa da so izobražene, to se pravi, da so usposobljene za to delo, in da, recimo, fino bi bilo, da gre skozi kakšno izobraževanje z področja varstva pred diskriminacijo, da so pozorni na te stvari. Sam postopek je lahko tudi prilagojen, na to bi lahko bili zelo pazljivi, to se pravi, ko govorimo, kdaj bo razgovor ali pa kje bo razgovor, moramo imeti v mislih, da mogoče pa ta ura ali pa prostor komu ne ustreza, ali pa da ima kakšne oviranosti, ki vpliva na to, recimo invalidnosti. In v tem primeru je zelo dobro, da že v sam oglas zapišemo, da so možne prilagoditve, da če kdo želi kakšno prilagoditev, naj to sporoči in se potem njemu prilagodimo. To se lahko potem zgodi tudi pri kakšnih testih usposobljenosti in podobno. Prilagoditve so možne tudi pri samem delovnem mestu in na to naj že razmišljajo, ko razmišljajo o zaposlovanju. Ponavadi piše, ne vem, takšno delovno mesto, 8-urni delovnik in podobno. Pa se bi lahko vprašali, ali res lahko zaposlimo samo za 8-urni delovnik, mogoče pa kak skrajšan delovni čas, ki bi komu koristil, tudi, če smo prej rekla, invalidnost ali pa zaradi družinskih obveznosti in podobno. Tako da že tam razmišljamo, kako bi lahko prilagodili že samo delovno mesto in to že v času zaposlovanja. Delodajalec naj v glavnem tudi ne zahteva informacij, ki niso nujno potrebne, ali pa se izogiba določenih vprašanj, to pa že tako poznamo, glede recimo načrtovanja družine in podobno, to so taka zelo pogosta vprašanja. Ki so prepovedana. Ki so prepovedana sama po sebi. Recimo za novo direktivo in z novo zakonodajo, ki prihaja tudi k nam, recimo bo prepovedano tudi spraševanje kandidatov o njihovih preteklih plačah. Zakaj je to pomembno? Ker če so bile njihove pretekle plače na drugih delovnih mestih nižje, recimo zaradi diskriminacije, to se pravi, ne vem, da je ženska dobila relativno nižjo plačo od svojih kolegov, in zdaj mi sprašujemo o tej plači, in to se pravi, se želimo tej plači prilagoditi, v bistvu reproduciramo to preteklo diskriminacijo, tako da se naj temu izogibajo. In pa še ena stvar, ki pa tudi prihaja, da bi delodajalci oziroma bodo morali že v oglasu navesti višino
plače oziroma plačila ali pa vsaj nek osnovni razpon, recimo v javnem sektorju imamo te plačne razrede, to se pravi, da se že v osnovi navede, kakšna bi naj bila plača. In da to ni odvisno zgolj od pogajanj kandidata. Ja, to bo fino, ker ponavadi na teh prvih razgovorih je vprašanje o višini dohodka lahko razumljeno ambivalentno z obeh strani, ne? In je narodno, to je taka delikatna tema za razgovore, da kandidat vpraša po višini ali pa da delodajalec bodoči vpraša, koliko naj bi bila tvoja plača. Ja, in če delodajalec že naprej sam pri sebi ugotovi, koliko ceni neko delo, koliko lahko to delovno mesto, nekoga na tem delovnem mestu plača, je potem to neodvisno od tega, kdo bo to delo dejansko opravljal, ne? Je prav vseeno, ali se na razpis prijavi ženska ali moški, plača je znana naprej in boste oba prejela enako plačo. Ker poznamo plačne vrzeli, vsaj po spolu. Še ena stvar mogoče, ki je tako recimo, da zdaj malo bolj aktualna, umetna inteligenca. Tudi to pri zagovorniku spremljamo, ta razvoj umetne inteligence in pa razvoj regulacije umetne inteligence, in iz tujine od naših kolegov, sorodnih organizacij že prejemamo neke primere, recimo poročajo o uporabi umetno inteligenčnih sistemov pri zaposlovanju. To se pravi, da delodajalci ravno zaradi številnih prijav, več 100 prijav na delovno mesto, da uporabljajo umetno inteligenco pri zaposlovanju, kar je lahko spet problematično, tudi z vidika, kot sem že omenil, reproduciranja diskriminacije. Umetno inteligenčni sistem se recimo uči na preteklih zaposlitvah, pogleda, kdo je v preteklosti dobil službo, koga so izbrali na razgovorih, in če so ti razgovori bili in odločitve bile diskriminatorne, se umetno inteligenčni sistem učil na diskriminatornih podatkih. To se pravi, bo recimo preferiral, moški srednjih let recimo, ne? In bo to reproduciral, tako da to je lahko tudi zelo problematično, in ravno področje zaposlovanja je takšno, ker se ti sistemi menda radi uporabljajo. Kljub vsem tem omejitvam, ki so v resnici tu zato, da se preprečuje diskriminacijo na osnovi osebne okoliščine, se pravi, da se pri iskanju dela neka osebna okoliščina ne preglasi zahtev za delovno mesto in osebna okoliščina ne deluje izločujoče, kljub sposobnosti in kompetencam kandidata, se da speljati tak postopek zaposlovanja in tudi zelo specifično izbrati. Recimo lahko imamo delovno mesto za žensko, če znamo to ustrezno utemeljiti. Če imamo torej nek legitimen cilj, ki ga znamo pojasniti. Ja, diskriminacija, če jo zelo enostavno definiramo, je neupravičena neenaka obravnava. Kar pomeni, da torej obstaja tudi upravičena neenaka obravnava, tudi na področju zaposlovanja in dela. Se pravi, obstajajo izjeme od diskriminacije, ampak, ja, kot si rekel, mora biti vedno ta izjema upravičena, utemeljena pri delu torej z nekimi poklicnimi zahtevami, recimo, ne. To se pravi, da je že sam poklic tak, da terja prav določene ljudi z neko osebno okoliščino, ali pa da nekdo za to ni primeren. Teh primerov sicer ni dosti, ne, se včasih prav težko spomnim in potem skozi eno in isto govorimo, ampak... Ja, recimo, če bi v vrtcu, ne, kjer je znano, da je zelo feminiziran poklic vzgojiteljice, dali prednost moškemu zaradi uravnovešenja spolov, kar bi blagodejno vplivalo na vzgojo otroka. To bi pa že bila druga stvar, to bi pa že bil en tak ukrep za zagotavljanje enakih možnosti, ne, pa govorimo recimo najprej o izjemah, ko nekoga izločimo. Recimo delovno mesto, katerega se ne more prijaviti moški, je samo za ženske. Ne, to bi pa recimo lahko upravičili s tem, da, ne vem, pri policiji iščejo žensko zaradi osebnih pregledov ženskih potnic na letališču, ali pa nekaj v tem smislu, ne. To se pravi, je narava dela takšna, da je zelo dobro, da
to delo opravlja ženska in potem lahko zaposlimo to delovno mesto žensko. Ali pa starost, recimo eni poklici, v sodstvu terjajo določeno starost, ali pa že če bi želel biti voznik tovornjaka, rabiš izpit, je to pogojeno z neko starostjo, kdaj lahko opraviš ta izpit in podobno, se to pogojuje lahko s starostjo. Ampak teh poklicev ni dosti v resnici. Ja, drugo, kar si omenil, so pa ti neki posebni ukrepi, to pa je tudi možno, ja. Če bi naredili delodajalci analizo in gotovili, da imajo zelo neraznolik kolektiv, da nekatere družbene skupine prevladujejo in bi želeli to uravnotežiti, lahko naredijo nek napor k temu, da to uravnotežijo. To se pravi, da pišejo, da so določeni ljudje pa še posebej zaželeni, vabljeni ali pa recimo oglašujejo delovno mesto v nekih medijih, ki so za določene skupine, za mlajše recimo. Če bi ugotovili, da je kolektiv zelo star, bi potem lahko na tak način pristopili. To bi bilo pa tudi upravičeno. Če nimamo zaposlene osebe z invalidnostmi ali pa če bi želeli zaposliti Rominjo, se s takimi posebnimi ukrepi da biti v okviru nediskriminatornosti. Da, se da. Tudi država to v resnici spodbuja, za svojimi ukrepi, temu reče aktivna politika zaposlovanja, za neke določene ranljive skupine na trgu dela pripravi posebne ukrepe, ki so namenjeni recimo ravno invalidom, Romom in podobno. Ženskam, mlajšim, manj izobraženim, dolgotrajno brezposelnim, tujcem, pa še koga sem verjetno pozabil. Zato, da se odpravi ta deprivilegiranost njihovega položaja, ne zato, da se jih privilegira, ampak da se z nekim ukrepom nekako dvigne na raven izhodišč, ki ga imamo tudi ostali. Da se zagotovi enake možnosti, tako. En obsežen del priročnika je namenjen pa tudi diskriminaciji pri delu. Tam imate 6 poglavij, ki v bistvu opozarjajo na neke nevralgične točke morebitne diskriminacije na delovnem mestu. Na kratko. Ja, priročnik ima več poglavij, različna poglavja se na različne načine poskušal prigristi skozi to težko temo. Skozi ena poglavja poskušamo razložiti položaj, tako sva zdaj ravno kar govorila, ranljivih skupin, to se pravi ljudi z neko osebno okoliščino, pa so tu ženske, pa nosečnice, tujci, priseljenci, ljudi z invalidnostmi, LGBT skupnost, manj izobraženi in podobno. To se pravi, skozi ta poglavja poskušamo pokazati, zakaj so ti ljudje ranljivi na trgu dela in pri delu, kakšni ukrepi so možni za njih, kako jim lahko pomagamo, kaj so recimo pogoste oblike diskriminacije, pogosti primeri diskriminacije pri teh ljudeh. Se pravi, da tistega, ko zanima recimo določena skupina, si lahko to pogleda. Potem pa smo naredili drug pregled, ki pa gre skozi drugo logiko. To se pravi, skozi logiko nekih pogostih oblik diskriminacije ali pa področji, kjer se lahko dogaja diskriminacija. Recimo glede pogojev dela, napredovanj, glede enakega plačila za enako delo, to je zadnje čase sploh aktualno, glede odpovedi delovnega razmerja, nadlegovanja, spolnega nadlegovanja in tako dalje. Se pravi, če pa nekoga zanima neko tako zelo specifično področje, pa lahko si potem več prebere o tem. In tam spet damo en kup praktičnih primerov, konkretnih primerov, da je čim bolj razumljivo, kaj je lahko problematično. In pa kakšni so po drugi strani lahko ukrepi za zagotavljanje enakih možnosti. Ali na nekem področju, ali pa za prav določeno skupino. In v tem delu o ukrepih priporočate neke preventivne mehanizme, politike enakosti, izobraževanja, zbiranje podatkov, ocene stanja? Ja, v resnici je
prva stvar, ki jo lahko vsak naredi, da začne o tej temi sploh razmišljati. To se pravi, da poskuša razumeti, kaj govorimo, kaj je diskriminacija, kaj je problematično, se pravi, kdo so tiste skupine, ki so strukturno diskriminirane in so bolj podvržene tveganju za diskriminacijo, se pravi, da poskuša to razumeti in se izobraziti. Drugo, kar lahko naredijo, da izobrazijo tiste, recimo, ki delajo v kadrovskih službah, to se pravi tiste, ki so še vedno najbolj odgovorni za notranje procese v podjetjih, izobrazijo se lahko vsi zaposleni o tem, ne samo o svojih pravicah, tudi o svojih dolžnostih, ker se diskriminacija lahko seveda dogaja tudi med samimi zaposlenimi, to se pravi v razmerju enega do drugega. To izobraževanje je lahko zelo pomembno. Potem lahko podjetje, tako kot se rekel, politika enakosti, lahko to drugače imenujemo, kakorkoli, gre za neko osnovni dokument, pravilo, izjavo, nek akt, ki sporoča notranji in zunanji javnosti, da so te teme za podjetje pomembne, da stremijo k raznolikosti, stremijo k enakosti, da bodo aktivno preprečevali diskriminacijo in da so recimo tudi prijave in podobno dobrodošle. To se pravi, da je to vrednota podjetja, s tem že marsikaj sporočijo. Ena taka stvar, ki jo lahko vsi naredijo, je, da poskušajo zbrati podatke oziroma analizirati podatke, ki jih že imajo o svojih zaposlenih. Se pravi, kdo so naši zaposleni, kakšni so naši zaposleni, kakšne recimo imajo plače, ali pa še recimo lahko rečemo širše plačila, ne samo plače, ampak vse prejemke, ki jih dobivajo. Se pravi, da naredijo eno tako interno analizo, da sploh razumejo to raznolikost, rečemo temu, v podjetju. In potem z raznimi izračuni in podobno lahko tudi ugotovijo, ali so plačila pravično oziroma enaka, ali vsi dobijo za enako delo enako plačilo in podobno. Se da to narediti na anonimiziran način, da so naši podatki potem varni? Je to tudi v skladu z GDPR-jem in z varovanjem vsemi podatkov? Ja, to morajo pa paziti, ampak vse v resnici delodajalci o nas imajo že določene podatke, starost, spol, kraj bivanja, družinsko stanje, to so stvari, ki jih poznajo. Ene stvari pa je mogoče lahko, ene stvari lahko, v nekaterih stvarih lahko sklepajo, recimo, ali smo tujec v naši etničnosti, državljanstvu, dobro se delodajalec približno ve, kdo je tuji državljan, ki ga zaposluje in se lahko vpraša, koliko ima tujcev, kaj je naredil za tujce in ali so pa mogoče tujci pri njemu podvrženi diskriminaciji in podobno. Potem so pa osebne okoliščine, o katerih morda ne more sklepati, ali pa bilo dobro, da se o njih izjasnijo oziroma izpovejo zaposleni sami. To pa lahko naredi z nekimi vprašalniki, ki so lahko tudi anonimni, lahko niso anonimni, pa potem samo anonimizirano obdeluje te podatke. Pa recimo sprašuje o veroizpovedi ali pa o spolni usmerjenosti ali pa kaj podobnega. To se pravi, tudi to bi lahko bilo za delodajalca zanimivo. Prvič, da bi preprečeval diskriminacijo, mogoče nadlegovanje, ali pa če bi tudi direktno spraševal zaposlene o neenakostih, s katerimi se srečujejo, ali pa o ukrepih, katere bi pričakovali ali pa bi si jih želeli, na ta način bi lahko z nekimi vprašalniki, z anketami tudi marsikaj izvedel. In to lahko naredi na način, ki je skladen z varstvom osebnih podatkov ali pa GDPR, brez problema. Tudi država to lahko počne in tudi v javnem sektoru se lahko naredijo te analize o zaposlenih. Drugače pa delodajalci tudi za začetek lahko pregledal vse svoje postopke, prej smo govorili o postopkih zaposlovanja, lahko tudi vseh ostalih postopkih, o notranjih aktih, o pravilih, glede delovnega časa, dopustov, odsotnosti, delovnih pogojev in podobno. Jih pregleda skozi prizmo osebnih okoliščin, rečemo temu, ali pa diskriminacije. To se pravi, še enkrat premisli vse, kaj počnejo in poskuša ugoditi, ali pa je to v redu, ali bi se pa morda vseeno dalo kaj prilagoditi, način, da bi se približali zaposlenim ali pa določenim skupinam zaposlenih ali pa celo verjetno kakšni ukrepi manjkajo.
Bi zagovornik načela enakosti pomagal, če bi kakšen delodajalec kakšno tako interno gradivo poslal v pregled, v presojo, ali je v skladu z zakonom o varstvu pred diskriminacijo? Ja. Pri zagovorniku odločamo o primerih diskriminacije, ampak še več dela pa imamo s svetovanjem. To se pravi, ko niti ne gre za formalne prijave, ampak ravno takšna vprašanja. Svetovanja lahko so hipotetična, lahko so konkretna. Tudi dosti sistemskega dela opravimo pri zagovorniku, razne raziskave in podobno. Tako da ne vidim težav s tem, da bi svetovali na tak način. Seveda. V tem smislu priročnik ne žuga in ne nalaga novega dela in ne podučuje, ampak bolj informira in nudi podporo pri zagotavljanju enakih možnosti, recimo v zaposlovanju in pri delu. Točno to. Izobražuje, osvešča, nudi podporo. Smo govorila dosti splošnih stvari v priročniku, pa tudi dosti konkretnih stvari, takih konkretnih primerov, ki so lahko morda razumljivi. Dosti je tudi nekih primerov dobrih praks, ne, ali pa mogoče tudi sodnih primerov, naših konkretnih primerov iz tujine in podobno. Pa tudi kakšne zanimive raziskave in tako ne. Razlagamo tudi o stereotipih, predsodkih, analizah, raziskavah, ne vem. Par je takih, ki se potem prav vtisnejo spomin. Ne se spomnim, recimo, če smo govorili prej o zaposlovanju, ko so recimo na eni izobraževalni raziskovalni instituciji so pošiljali podjetjem fiktivne CV-je. Bili so identični, eni so bili podpisani podpisani z ženskim, eni z moškim imenom in so potem merili odzive in podobno. Ne. Take zelo konkretne in zanimive stvari, o katerih pišemo. Predvsem v dolgi različici. Predvsem v dolgi. To govorimo o dolgi, ampak mogoče je pa kratka različica, potem odskočna deska za dolgo različico. Ne. Ko naletimo na eno konkretno stvar, ki nas mogoče bolj zanima ali pa bi radi izvedeli kaj več, lahko vzamemo v roke oziroma pobrskamo za dolgo različico, poskrolamo ali pa z iskanjem hitro najdemo temo, ki nas zanima, in potem pa tam imamo še dodatne vire, dodatne povezave in lahko raziskujemo dalje. Bolj ko brskam po priročniku, bolj se mi zdi, da zagovornik nekako navaja, sugerira, da naj bi podjetje v resnici razmišljala o oblikovanju ene strategije upravljanja na raznolikosti, ker bi zajeli vse te elemente, o katerih smo govorili. Ja, to bi bil pa en tak nadaljni korak. Ne? To se pravi, prvo pregledati, kaj delamo, ali morda ne počnemo kaj narobe, ali bi lahko še kaj več. Potem naslednja stvar pa en tak strateški, recimo temu, pristop k upravljanju z raznolikostjo, vključenostjo, ker ima tudi to ene zelo konkretne in blagodejne učinke na podjetje lahko. In temu je tudi namenjeno zadnji del priročnika, zadnja poglavja so prav temu namenjena. Pišemo o prednostih raznolikosti, o koristih za podjetje, zelo konkretnih koristih, ki so izmerljiva, ne samo, da počnemo pravo stvar na pravi način, ker tako od nas terja zakonodaja ali pa ker se zdi to, da je v skladu z nekimi vrednotami družbe, ampak iz tega izhajajo tudi zelo konkretne poslovne koristi za podjetja in tudi o tem pišemo. Tudi čisto ekonomske, finančne koristi. Tudi. Dobro, kje lahko izbrskamo ta priročnik? Dostopen je vsaj na spletni strani zagovornika. Zdaj ne vem, če še kdo to dalje kje objavlja in kako daleč je to šlo, ampak na vsakem primeru je na spletni strani zagovornika pod zavihkom izdelki oziroma osveščanje. So vse različice zagovornika, to se pravi dolga, najbolj obsežna in podrobna različica, 2 povzetka, en je prilagojen delodajalcem, drug je prilagojen iskalcem zaposlitve oziroma zaposlenim in pa še 4., torej kratka različica je pa v angleščini. Pa namenjena vsem tujcem, recimo, vsem, ki ne razumejo slovenskega jezika. In teh ni malo na trgu dela v Sloveniji, mislim, da jih je še približno 150,000, tako da tudi ti so recimo lahko ciljna publika. Nekaj izvodov sem videl tudi v omari, tako da če bi kdo želel, bi tudi poslali. Nekaj izvodov je, nekaj smo jih natisnili, smo jih tudi razdelili, imeli smo nekaj
svaščevalnih dogodkov z delodajalci, sindikati, bili smo tudi na sejmih in to delili. Je pa res, da jih ni neomejeno, ne? Naše proračunske zmožnosti so omejene in potem se to odraža tudi v tem, da smo omejeni pri tem, koliko lahko natisnemo, nažalost. Bi bilo pa dobro, da bi praktično vsako podjetje imelo na mizi en tak priročnik. Na mizi ali pa na mizijo, kako komu bolj ustreza. Eni raje brskajo po digitalni različici, eni pa po fizičnih. A ne? Dobro. Kar je spet povezano z osebnimi okoliščinami, ne? Pa sklenemo krog. Dr. Matevž Kokol, hvala lepa za predstavitev tega priročnika in naj gre v rabo. Ja, hvala. Zagovornik načela enakosti je v sodelovanju z Združenjem Menedžer priročnik javnosti prvič predstavil spomladi leta 2023. Takrat smo na dogodek povabili tudi uspešne podjetnike in podjetnice, da bi z nami delili svoje izkušnje z zagotavljanjem enakih možnosti in s preprečevanjem diskriminacije pri zaposlovanju in delu. Najprej nekdanja generalna direktorica Adrie Mobil, danes upokojena Sonja Gole. Z njo se je pogovarjala Jelena Aleksič. Veliko zgodb se je seveda v teh letih nabralo. Mogoče bi majčkeno tako rekla, pred 20-30 leti se mi zdi, da je bilo potrebno govoriti o nediskriminatornem delovanju. In recimo konkretno v Adrii Mobil moram reči, da ne vem, ali je bilo prav ali ne prav, meni se je zdelo prav, smo kar sprejeli odločitev, da bomo imeli najmanj 30% žensk v proizvodnji kot primer, ne? Ker so se pač moški vodje odločali, da bodo lažje delali z gospodi ali pa z istospolnimi osebami in se je izkazalo za odlično. Seveda v tej raznolikosti in sposobnosti pa je potrebno poiskati pravo mesto za vsakega pač zaposlenega ali zaposlenko. Recimo, kakšni so bili odzivi na ta vaš ukrep, recimo na to novost, da ste vi rekli 30% bo žensk, ker mi verjamemo, vodstvo verjame, da je to kaj prav, pošteno, pravično, boljše za nas? Vsak začetek ali pa vsaka sprememba je težka in zahteva svojo pot, ne? Tako da v nekem trenutku je prav, da se reče in se pove jasno pravila. Ta pravila je pač potrebno spoštovati in v samem začetku je pač nekoliko manj navdušenja nad takšnimi odločitvami. Ampak zelo kmalu se pokaže, da potrebno je preizkusiti in ker se je pokazalo, da je takšna odločitev koristna za delovanje, tako v skupinah, kot tudi koristna z vidika rezultatov podjetja, je to postala sprejeta norma, ki je ne rabimo več postavljati. Ampak se je razvila, da rečem, kultura v podjetju, da ni pomembno govoriti o tem, ali ženska, ali moški, ali ne vem, slovensko ali angleško govoreč ali karkoli, ampak da je v kulturi podjetja to zavedanje, kako je potrebno od vsakega človeka dobiti največ, kar lahko da. Se pravi, mu priznati znanje, ki ga ima, ga postaviti pravega človeka na pravo mesto, kot pravimo, mu dati pravo priložnost in vsak, ki bo to priložnost imel, bo odličen. Tako da govorimo o nekem razvoju kulture v podjetju,
ki se zgodi verjetno tudi, če ta neka ta različnost ali pa struktura zaposlenih med moškimi in ženskami obstaja. Kot sem že prej rekla, pomembna je najprej ustvarjanje kulture. Kulture v podjetju, da je različnost kvaliteta in da je različnost tisto, kar bogati nas same kot posameznike in celotno podjetje. Boljše rezultate, seveda ti se pa potem odražajo tudi v ustreznem nagrajevanju in verjamem, da je z tega vidika krog zaključen. Drugo je spoštovanje. Ko gradimo kulturo, je potrebno zagotovo to medsebojno spoštovanje različnosti, da priznamo, da sprejmemo, da vzpodbujamo, da si nenazadnje tudi vzamemo čas in energijo za to drugačnost. Če rečem morda samo en primer tudi v naš oziroma naš menedžment, že vrsto let sestavlja uravnotežena starostna struktura po spolu. In verjemite, z vsemi znamenji, ki jih imamo, tudi pri nas, takrat, ko vsi sedimo skupaj, nas je 12, in je velikokrat zelo pestro. Pestro v smislu dopustnosti, da vsak pove svoje mnenje, zaupanja, to, kar ste, Andraž, rekel, ne, se pravi, da smem in si upam misli drugače, in da ta drugačnost ne bo oziroma bo sprejeta kot dopolnitev ali kot nekaj dobrega in ne kot napačno razmišljanje. Ampak na koncu, kot rečeno, ta raznolikost se pravzaprav začne na vrhu, ne? Če priznavamo, če vodstvo priznava in z zgledom kaže, da je raznolikost zaželjena, da je sprejemljiva, da je koristna, da smo do nje spoštljivi, da smo razumski, potem bomo zgradili piramido v celem podjetju. Če pa tega ni, če zgleda ni, lahko pa vse teorijo in vse priročnike preberemo, pa ne bo nič nucalo. Tako da tukaj se začne. Samostojna svetovalka in nekdanja direktorica marketinške agencije Futura, Marijana Lavrič-Šulman. 15 let sem bila direktorica Future, se zdaj pač v neki drugi vlogi tukaj govorim, ampak mi smo imeli že takrat stvari, ki so bile pač na nek način samo po sebi pomembne. Mi smo imeli že takrat delo od doma. Jaz sem verjetno kršila vse žive delovnopravne predpise, ki sem to omogočala, ampak pač meni se je zdelo prav. Ne vem, na faksu sem bila v Ameriki med letoma 92 in 94, mi smo takrat smrtno resno segmentirali kot takrat uveljavljen termin je bil gay community, kot nekaj, kar je tržno zanimivo in ker je tržno zanimivo, moramo paziti tudi, da je zastopano med zaposlenimi. Skratka, stvari, o katerih se zdaj pogovarjajo, je meni pravzaprav na nek način zelo hudo, da se moramo o njih pogovarjati. Sem pa neskončno hvaležna, da je en takle priročnik prišel, ker priznam, da sem sicer samo povzetek prebrala, ampak rabimo ga. In ko bo mene kdo vprašal, če sem za ženske kvote, bom tudi rekla, ja, pa na začetku nisem bila, ker se mi je zdelo brez veze, zakaj jih pa rabimo, se dokažeš. Neskončno veliko raziskav je narejenih, da niti izobrazba ne pomaga. Zdaj v končni fazi so ženske izobražene bistveno bolj, kot so bile nekoč. 1:1 smo. Ne, celo bolje. Celo bolje, hvala. Ta trenutek. Pa se seveda zastopanost žensk brutalno manjša pri vsaki karierni stopnički, plus to, da je še zmeri plačna vrzel, plus to, da imaš potem še verjetnost, da imaš opraviti s spolnim nadlegovanjem malo višja, kot če nisi ženska. Tako da dokler pač stvari niso samo po sebi umevne in stvar neke notranje kulture in razumevanja za to, kaj je prav, dokler to ni samo po sebi umevno, sem jaz zelo hvaležna za take priročnike in za te pobude. Ravno sem hotela reči, da v bistvu tle ni neke romantike v resnici silne, ampak da je
toliko že bilo enih študij narejenih, da so pač podjetja, kjer so raznolikost vzeli za svojo, boljši rezultati, višja dodana vrednost, delnice so več vredne, kapitalski donos je višji. To bi mogli biti v resnici za vsakega dovolj, če razmišljamo po tej paradigmi. Ne. Zdaj sem pa jaz razmišljala o teh primerih dobre prakse še iz svojih časov future, pa se sprašujem, je bil en ukrep diskriminatoren ali ne, pa mi boste lahko pomagali. Jaz sem uvedla 1. september dodaten dan dopusta za vse tiste starše, ki so imeli prvošolčka. To je danes uzakonjen. Zdaj se sprašujem, če je bilo to diskriminatorno do tistih, ki niso imeli prvošolčkov tisti dan. Mislim, mi smo vse nekako uravnovesili, tako da ne bo pomotil. Se mi zdi, da smo zelo pazili na to, da se ni kdo počutil prekrajšanega. No. Ampak to se je meni zdel nek način, kako ljudem olajšati življenje, ne da se vsi tam raztrgajo, pa bezlama okrog, ampak da pa spet najbrž, mogoče tudi z moje strani, to ni bila neka silna romantika, ampak osnovna predpostavka, da če so ljudje zadovoljni, bojo rajš hodili delati, bojo delali boljši in bo na koncu kot posledica več denarja ostalo za vse. Tako dosti banalno in mi gre na živce, da je tako banalno v resnici, ker če drugega ne bi mogel ta argument pri vsakem potegniti. No. Drugače pa na temo starizma, ki sta ga ravno omenila, pa moram reči, da to sem pa jaz imela kasnejši premik v to sfero kadrovske agencije in kadrovanja, kjer me je pa zabolel na načelni ravni, pa v resnici tudi na osebni, ker tudi nisem več 29 perpetually vsak leta, ne, da si praktično od 45 naprej si karierno truplo. To je grozljivo. Jaz sem imela take sjajne CV-je pred sabo in absolutno no-go, zato ker pač ni, to pa ne bo šlo. Pri tem, da so to ljudje, ki imajo neskončno veliko znanja, neskončno veliko modrosti, bistveno več časa, kot vsi starši majhnih otrok, ki hodimo na nastope, pa bulani so, pa ne enkrat. Skratka, z obema rokama bi jih mogel ujeti, izkoristiti tisto, kar imajo, prenesti mladim, en drugega, da se odloči. In to je pač, eno je bil ta klik pri meni, ok, z mano je konc, drugo je pa, kako mi kot družba mečemo stran potencijale. Tako da jaz pozdravljam res vsako podjetje, ki ali iskreno ali pa iz potrebe potem, da postanejo bolj uspešni, razumejo, da je delovno okolje, v katerem se spodbuja starostne razlike, razlike po spolu, razlike po verski izpovedi, da je to delovno okolje tisto, ki bo ljudi bogatilo in ki bo delalo podjetja bolj uspešna. Ampak vzgoja pa izobrazba, pa ne mislim tista izobrazba v šoli, ampak več, ko bereš, več veš. To, kar se mi o tem pogovarjamo, je vse podkrepljeno s podatki, to so statistike, to so ljudje, ki so se s tem ukvarjali. Sam želeti si je treba te stvari odkriti, pa spoznati, pa potem prenašati v prakso. No. Skratka, en napotek je ta, da že samo možnost učenja je bistveno višja, če si obdan z različnimi ljudmi. Od istomislečih se težko kaj naučiš. Drugo je pa tudi, da s tem razne svoje strahove lahko prebrodimo oziroma preskočimo. Ker razlog za mnoge predsodke je ravno ta, da se nečesa bojimo, ker ne poznamo. Ustajati v svoji ograjici, v svojem vrtičku je pa preverjen recept za niti ne ostati na mestu, ampak za nazadovati. Zato, ker vsi tisti, ki so ograje podarali, grejo toliko naprej, da si ti avtomatično že tudi vzadi. No. Tako bi rekla. Raznolikost torej bogati, ne siromaši, povedo uspešni podjetnice in podjetniki. Še do nedavna je bila ta trditev sicer predvsem domneva. Danes obstajajo številne študije, ki dokazujejo, da so raznolika delovna okolja bistveno bolj inovativna, produktivna in proizvajajo višjo dodano vrednost od homogenih delovnih sredin. Zagotavljanje enakih možnosti, preprečevanje diskriminacije in ustvarjanje vključujočega delovnega okolja se torej dobesedno izplača. Zgodaj jeseni smo priročnik predstavili članicam Društva za kadrovsko dejavnost Pomurja. Poslušajmo za konec te epizode, kaj so nam povedale.
Sam trg delovne sile bo prisilil delodajalce, da se bodo vedno več ukvarjali z raznolikostjo in želeli narediti svoje poslovno okolje vključujoče, iz glavnega razloga pridobiti kader, zapolniti svoje kadrovske potrebe in narediti pač podjetje uspešno. Tudi na tej osnovi, kajti brez zapolnjenih delovnih mest enostavno ne bo šlo. Številna podjetja so se tega lotila že pred vrsto let, ker so razumela, da raznolikost prinaša določene poslovne učinke, pozitivne poslovne učinke, kot so produktivnost, zadovoljne delovne sredine in pa posledično ugodnejši finančni rezultat. Druga pa bodo šele šla na to pot in zato so take vsebine, kot smo jih slišali danes na tem predavanju s strani zagovornika na Društvu za kadrovsko dejavnost Pomurja, več kot dobrodošla, da spodbudijo to razmišljanje, da se izmenjajo izkušnje in da enostavno pozitivno sprejemamo kadrovniki tudi to. Zdaj v našem podjetju, ker smo del nekako mednarodne ekipe, se trudimo res upravljati s temi različnimi okoliščinami pri posameznikih, da ustvarjamo spoštljivo okolje, predvsem v smeri, da pri iskanju novih zaposlenih si res ne postavljamo nobenih omejitev, ker smo prepričani, da je dandanes nujno pomembno, da se zagotavljajo pravice enake vsem, da sprejmemo v našo ekipo tudi sodelavce iz drugih držav. Sedaj glede same dejavnosti gre za težjo industrijo, torej v kovinski branži, kar je že mogoče po sami naravi dela težje za tudi ženske, da delajo v proizvodnji. Drugače pa smo odprti za sodelavce različnih starostnih skupin, imamo različna mentorstva, to pomeni, da starejši sodelavci uvajajo mlajše, da privabimo različne študente, praktikante, imamo tudi vajence, da nekako povežemo to različno starostno strukturo in omogočimo res tako vključujoče okolje za različne skupine starostne. Torej res trudimo se, da tudi ozaveščamo sodelavce, da se zavedajo, kar je pri delu pomembno in kdaj postane neko ravnanje tudi diskriminatorno. Mislim, da je tu pomembno res jasno določiti mejnike, kako ravnamo v podjetju, kako zaposlujemo, kako se obnašamo in kaj pomeni spoštljiv odnos v različnih strukturah, tako od sodelavca do sodelavca, kot tudi po hierarhiji navzgor in navzdol. V Sloveniji pri določenih delodajalcih nekako tudi sama v praksi ugotavljam, da imajo zaposleni pogosto zelo nizke plače, vendar je to tudi nekako strukturni problem, kjer se ugotavlja, da so to delovna mesta, katera pretežno zasedajo ženske, so pa tudi seveda glede na enako vrednost dela mogoče tudi nekoliko podcenjene in seveda tudi dosegajo iz tega razloga nižje plače. Kaj bi mogoče sporočila tukaj delodajalcem? Ne glede na to, da kolektivne pogodbe opredeljujejo izhodiščne plače tarifnega razreda, vendar v vsakem primeru moramo tudi nekako upoštevati pravilo primerljivih plač ali znotraj iste branže ali znotraj iste, bom rekla, oziroma enake zahtevnosti dela, ker to, kar se danes že dogaja, iz takih branž zaposleni odhajajo in se zaposlujejo v drugih organizacijah, v drugih dejavnosti, kjer dosegajo zaposleni boljše plače. Zato priporočilo delodajalcem, da si postavljajo dobre svoje plačne modele, kjer bodo dejansko postavljali plače primerljiva glede na zahtevnost delovnega mesta, ne pa zgolj v bistvu sledili minimalnim zahtevam same kolektivne pogodbe.
Priročnik Zagotavljanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in delu najdete na spletni strani Zagovornika na naslovu www.zagovornik.si pod zavihkom Izdelki Zagovornika. Vse različice, tako kratki kot dolga in tudi v angleškem jeziku, so na voljo brezplačno. To je bila 11. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Z vami smo bili svetovalec Zagovornika dr. Matevž Kokol, podjetnici Sonja Gole in Marijana Lavrič-Šulman in udeleženke delavnice o varstvu pred diskriminacijo pri zaposlovanju in delu z Društva za kadrovsko dejavnost Pomurja. Podcast sem povezoval Mitja Blažič. Vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za pretočne vsebine, ne pozabite nam slediti tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. Kmalu se spet slišimo.